Dobro večer. Namen današnjega predavanja, kaj moramo vedeti o sluhu, je seznaniti naše mlajše in nekoliko starejše upokojence s sluhom. Kako nastane sluh, kakšne so lahko težave pri sluhu od otroških let v zrelo dobo in tudi v stara leta. Poudarek bo na tem, da osvetlimo okvare sluha pri starejši populaciji in kako lahko te okvare sluha in težave, ki s tem nastanejo, omilimo, blažimo, vzpostavimo ponovno boljše razumevanje in boljši sluh. Jaz upam, da bo kljub današnjemu vremenu udeležba zadostna oziroma da bodo ljudje slišali nekaj besed na to temo. Prav lepa hvala, da ste se kljub takemu snegu visokemu in težavnemu dostopu do ceste udeležili tega današnjega predavanja, ker meni se zdi zelo škoda, da nas je pač vreme takole malo ofrnažilo, kot se reče po domače, ker mislim, da bo tema za nas v tretjem življenjskem obdobju zelo pomembna. Mislim, da ni med nami nobenega, ki zelo dobro sliši, kot je slišal včasih. Oziroma, včasih pravite preveč, ampak jaz vem, da bi rada preslišala samo tisto, kar mi ne paše, ampak tudi tistega, kar mi paše, ne slišim. In tako bomo danes, torej iz strokovnjakovih ust slišali, kako naj si pomagamo, če imamo te težave. Tako da je z nami dr. Štefan Spudič, specialist za ušesa, nos in grlo. Hvala lepa. Današnja predstavitev bo tudi testiranje sluha, ker smo rekli, da bomo brez mikrofona oziroma brez zvočnikov to naredili. Če kdo ne sliši, ne razume, naj pove, je gluh, točno. In če je gluh, ali pa naglušen, mu znamo pomagati. Naslov današnjega predavanja, kaj moramo vedeti o sluhu. Ja. Odprite oči, evo, pokažete, se bližno točno. Ja. Odprite oči. Aj, nekaj tam. Ja. Pa je tam. Jaz bi se vam prav res lepo zahvalila, predvsem zato, da ste se odzval na naše vabilo. Smo tako malo strahom spraševali, če bi, ampak ste zelo prijazen in hvala vam. In tudi to predavanje, mislim, da je bilo kar za nas, da smo se malo resnično. Tako, ker z ušesi mislim, da ni nobenega, ki nima nič težav. Meni šumi že 32 let. Maj še 32. In v zahvalu, da ste tako prijazen in tako dober predavatelj, je knjiga, ki jo boste, mislim, z veseljem prebral. Hvala lepa. Nas je bolj malo, ker drugače bi nas bilo dvakrat. Ja, če ne bilo vreme, bilo sigurno polno. Manjka sedež, skoraj. Meni je bilo v redu. Hvala lepa, ker ste prišli. Jaz sem vesel, da ste poslušali, smo lepo se pomenili. Kakšni priliki mogoče pa spet.